odpri in se nasmej, povabijo čez prag naprej. Hrib naš pradid je trtico vinsko sadil, si zraven vriskal pil, tako je bil vesel. A ne zato, ker on se lahko bo sladkega vinca napil. Ko njega vzel bo čas, vince bo za nas. Iz roda v rod ljubezen je ta, do trtice žlahne prešla, a ona vrača jo z bogato litino. Če slišiš trte klicna pomlad, potem bo jeseni kaj brat. Če režeš, koplješ jo, pil klopotec bo, danes praznujemo god. Svetega Martina daj bir nam nali, novega vina Martinova voz, dobro nas je okrepčala. Vince nam da, zdravje, veselje k deklitu na vas, fanta odpilje, mi pa ta čas, poljemo si na ves glas. Ljubezen je ta, do trtice žlahne prešla, a ona vrača jo z bogato litino. Če slišiš trte klicna pomlad, potem bo jeseni kaj brat. Če režeš, koplješ jo, pil klopotec bo, danes praznujemo god. Svetega Martina daj bir nam nali, novega vina Martinova gos, dobro nas je okrepčala. Vince nam da, zdravje, veselje k deklitu na vas, fanta odpilje, mi pa ta čas, poljemo si na ves glas. Veselje k deklitu na vas, fanta odpilje, mi pa ta čas, poljemo si na ves glas. Mi pa ta čas, poljemo si na ves glas. Dober večer, dragi prijatelji, in dobrodošli v naši veseli družbi. Nocoj z veseljem lahko povem, da bo vse na poskok, dobesedno, skoraj da dobesedno tako, kajti z nami so člani ansambla Poskok, ki bodo prihodnje leto že praznovali svojo prvo tako zavidanja vredno okroglo obletnico. Dober večer, fantje, dobrodošli v četrtkovi podoknici. Žiga, izvoli. Evo, Žiga, tole dava še tule gor, takole, urejena zadeva in zdaj lahko začneva. Glede na to, da ste vi prvič, naši gostje, prvič tudi na televiziji Celje, ne, se mi zdi? Tako je. Ja. Morava zdaj povedati tiste osnovne vaše podatke, ne, se veš, kdo ste, odkud prihajate in te stvari, kje imate vi sedež ansambla, oziroma
Kar povej, odkot ste, no? Ker ni nujno, da ste vsi z enega konca, ne? Ja, v bistvu sedež našega ansambla je v Radljah ob Dravi. Tam imamo tudi vaje. Drugače pa vsak v bistvu prihaja iz svojega konca. Tako da, če začnem tukaj pri basistu, Gašper je Robnik, on prihaja iz Kaple na Kozjako. Potem je Mitja Klemenc, prihaja iz okolice Radelj ob Dravi, sicer iz Havaj. In pa naš Davorin, najmlajši član, prihaja iz Remšnika, tudi bolj iz planin. Havaj, to se tako lepo čuje, ne? Pa tudi vidim, da je malo bolj temno pot, ne? Samo niso tisti Havaji, ko niso tisti Havaji, ampak prav gotovo lepi konci. Jaz jih sicer prav podrobno ne poznam. Mogoče kdaj v prihodnosti, ne? In bom zelo vesel, če jih bom videl te lepe naše kraje oziroma te konce naše lepe Slovenije. Rekel sem, da boste prihodnje leto že praznovali 10. obletnico. Kje ste se skrivali do sedaj? Kar se naše oddaje tiče. Kar se vaše oddaje tiče. Ja, nič, ko smo se takrat videli 1. maja, smo se že pogovarjali o tem. Ja, v bistvu, vse smo bili že po različnih televizijah, ampak TV Celje pa res, ne vem, se nam je nekako skrivalo, ampak zdaj pa končno smo veseli, da lahko. Ja, ne, nismo nič se skrivali oziroma nas niste iskali, ampak zadeva je takšna, ne, Žiga, da se veš, na koncu pride tisto najslajše vedno, ne. Tako je, češnjica na tortico. Tako, to sem mislil, ne, vse se hecam, ne. Danes boste predstavili 6 vaših skladb, čeprav posnetih imate nekaj več, ampak še malo premalo za prvo samostojno ploščo, ne. Ja, res je. V bistvu v prihodnje imamo načrt, da naslednjo leto organiziramo koncert za 10. obletnico našega delovanja in hkrati bomo tudi naredili izdajo CD-ja takrat, tako da par skladb še posnamemo, jih sicer že imamo narejene, ampak treba ići v studio in to studijsko posnet. Tako da naslednje leto nekje v novembru planiramo koncert ob naši 10. obletnici in sicer v Radljah ob Dravi, v športni hali. Kam se odpravljate snemati takrat, ko se odločite oziroma ko je čas za snemanje? Imate to različne studije ali imate kakega svojega izbranca? Ja, v bistvu največ snemamo pri Bojanu Lugariču, snemali smo tudi pri Istoku Pantnerju, tako da v bistvu nimamo enega stalnega, ampak tako odvisno, kako se nam... No, midva bova v nadaljevanju seveda pokukala malo v teh vaših 10 let, ker se je prav gotovo veliko zanimivih stvari dogajalo, ne, kako ste rastli, glasbeno seveda mislim, ne. 10. obletnica je že eno tako obdobje, oziroma 10 let je eno tako obdobje, ko velja pogledati malo nazaj. Pa če zdaj tole prvo rundo še izkoristim mogoče za to vprašanje, ko danes gledate nazaj na vaše začetke, ne, kaj se je spremenilo pri vaši glasbi? Razen tega, da je boljša, ne, verjetno. Ja, v bistvu dosti smo že preigrali v teh 10 letih, tudi dosti smo trenirali, začetek je vsak težek, ampak potem enkrat, ko se je tudi videlo, da je neko prijateljstvo med nami, smo se veselili vsakega špila, vsakih vaj in iz meseca v mesec smo bili boljši in tudi iz leta v leto boljši. Tudi že dobiš nekaj kilometrine, ko je že nekaj nastopil za tabo, tako da mislim, da že kar imamo nekaj za sabo lepih in tudi manj lepih trenutkov. Jaz se ti opravičujem, nisem bil pozoren, a si prej povedal tudi zase, odkot prihajaš? Aha, ja, točno, jaz sem pozabil. Aha, okej, ja. Sem mislil, da sem preslišal. Jaz sem tudi iz okolice Radelj ob Dravi. Ja. To sem te želel vprašati zaradi tega, ker nobenega posebnega narečja ne slišim, ne? Ja. Ponovadi, če pridejo gostje tam iz tega mariborskega konca, ne, se kar hitro čuje. Ja, v bistvu nam so mejo malo prestavljali. Včasih smo bili Štajerci, ampak potem se je meja prestavila dol niže, tako da zdaj spadamo pod Koroško. Pa kdo prestavlja te meje? Kdo? Ja,
Jaz ne. Če bi jaz lahko, bi še vedno na Štajerski bili. Ja. Ampak Zakaj? Štajerska nam je všeč, tudi Maribor je eno tako lepo mesto, ki nam je tudi v srcu in pa seveda nogometni klub Maribor. Ja. Smo vsi strastni navijači in smo tudi naredili komad navijaški, Ja. Vijolična je ljubezen večna, tako da tudi radi gremo na tekmo na Ljudski vrt in navijamo za naše Mariborčane. Drugače pa, kar se tiče glede na meje, no, ko smo se prej pogovarjali, spadamo pod Štajersko, ampak spadamo pod Koroško, pardon, ampak Korošci smo samo takrat, ko je v Mariboru Koroška gavda, drugače smo Štajerci. V redu. Še to mi povej v tej rundi, oziroma da končava to zgodbo, ne? Potem ste vijoličasti poskokovci, ne? Tako. Ja, okay. Kako pa je sploh prišlo do ideje, da ste se vi spravili pred skoraj 10 leti skupaj? Kje ste se najdli? Ste se prej že poznali? Z Mitjo, našim harmonikašem, smo bila sošolca v osnovni šoli že. Ja. Blizu skupaj smo vedno bila doma, tako da smo začela neko idejo razvijati, da bi pa smo začela z duotom, to je trajalo mogoče pol leta, potem se je pridružil basist in kasneje še pevec. Tako da smo potem nekako začeli razvijati tisto pravo fantovsko štiriglasno petje. Dobro. Žiga, hvala lepa za tole prvo rundo, tole ti naj vzamem, da boš lahko odšel nazaj na svoje mesto. Mitja, zdaj sva pa midva na vrsti, ne? Midva, zdaj nekako te je izzval, ne? Rekel, midva sta bila pobudnika, da ste se spravili skupaj, ne? Ampak še prej, Mitja, če mi dovoliš, pošljem jaz ene lepe pozdrave eni naši zvesti gledalki s tvojim dovoljenjem, zaradi tega, ker bom rabo tvoje dovoljenje tudi zato, da ji poklonimo naslednjo skladbo, če se strinjaš. In sicer zdaj le pošiljam ene res lepe in prisrčne pozdrave, tokrat v Dramlje, naši zvesti in redni gledalki, gospe Angeli. Jaz sem trdno prepričan, da nas gospa Angela zdaj le gleda in da uživa in da bo uživala v naši družbi in pa v družbi naših glasbenih gostov in si z veseljem ogledala vse tisto, kar sodi v današnjo oddajo. Vrstni red je nekako skoraj da vedno isti, te naše redne rubrike in da bo gospa Angela uživala z nami vse do konca nocojšnjega druženja. Tam ob 21:30 bomo zaključili nocojšnjo oddajo in jaz verjamem, da nas bo spremljala tudi v prihodnje. Torej, gospa Angela, kot sem že malo prej omenil, fantje so zato, da vam poklonimo naslednjo skladbo, ta, ki zdaj prihaja. Takole, Mitja, zdaj je rekel, je Žiga, ne, midva sva nekako prvič glave strnila skupaj in rekla, ok, dajmo fantje nekaj narediti, ne, ampak če ti danes pogledaš, ne, na tiste začetke, so bili težki. Se je bilo težko lotiti, odločiti, ali so bili ti poskusi v tem stilu, ne, probajmo, kar bo pa bo, če bo, če pa ne, pa tudi v redu, ne. Ja, v bistvu že sam oče od našega Žigata je bil muzikant in tudi moji predniki so igrali inštrumente in je to nam bilo v bistvu položeno. Na Havaj. Okay. In je to nama bila domača muzika že tej položena v zibelko in smo začela in smo vedela, da bomo na pravi poti, če bomo dosti vadili, starši so nas podpirali in brez njih tak ne bi prišli do sem, ko smo danes. Vam je teh, spet bom rekel, skoraj da 10 let hitro minilo. Kakšni so danes občutki? Je šlo hitro ali je šlo? Ja, če pogledamo za nazaj, prva leta ni bilo toliko nastopov vsega, večinoma vaje, vlagali v zvočenje, da smo si nekaj ustvarili. Sedaj je zadnje 3-4 leta, ko ga pa v bistvu žgemo vsak vikend, je pa hitro mine. Malo nazaj, 2017 smo imeli na zadnje koncerti in smo se glih prej pogovarjali. In prihodne leto bo zopet, ne? Ja, če bo vse bo sreče. Bo. Hvala lepa in izvolite. Hvala. Poletja ni več, ni vročih noči, a pesem ostane zamrzle nam dni, mrzle nam dni. Vrun srček in mrzlo pivce, fantom poleti miri živce, punce poljubim hladna senca, to ljubezni prava je frekvenca.
vroče noči in dekleta, klic zaviti želja vneta, a žal se lepo hitro mine, veselje zapiše spomin. Poletja ni več, ni vročih noči, ko fantje smo gorni od vasi do vasi. Poletja ni več, ni vročih noči, a pesem ostane, zamrzle nam dni. Sminki se nam kar vrstijo, punce za nami se norijo, očite pa glave ful bolijo, saj hišo muzikantarja dobijo. Vroče noči in dekleta, klic zaviti želja vneta, a žal se lepo hitro mine, veselje zapiše spomin. Poletja ni več, ni vročih noči, ko fantje smo gorni od vasi do vasi. Poletja ni več, ni vročih noči, a pesem ostane, zamrzle nam dni. Poletja ni več, ni vročih noči, ko fantje smo gorni od vasi do vasi. Poletja ni več, ni vročih noči, a pesem ostane, zamrzle nam dni. Poletja ni več, ni vročih noči, a pesem ostane, zamrzle nam dni. A pesem ostane, zamrzle dni. Takole, tale skladbica je zdaj letela v Dramlje. Gospa Angela, upam, da ste uživali in ostanite v naši družbi do konca nocojšnje oddaje. Žiga, tole je nujno potrebna zadeva, ne? Da te seveda naši gledalci, predvsem pa gledalke, dobro slišijo. Zakaj poskok? Ja, v bistvu... To že od vsega začetka? Od vsega začetka, ja. V bistvu smo takrat največjo težavo imeli z izbiro imena. No, pol pa smo imeli ene vaje, pa smo se malo tudi z našimi sorodniki tako pogovarjali. Pa smo prišli do tega imena Poskok, tako da smo taki poskočni fantje. Ok, v redu. Zdajle pa, dragi prijatelji, že najavljam tisto reč, ki smo jo že pretekli četrtek napovedali. In povedal sem, da bomo tole nagradno igro, ki jo pripravljamo skupaj s prodajalno OK Let iz Mariborske 86, peljali vse do zaključka oziroma do zadnje oddaje v letošnjem letu, koledarskem letu. In zdaj bom kar naše fante prosil, da pokažejo posnetek tiste glavne nagrade, ki jo bomo podelili v zadnji letošnji oddaji. To je robotski sesalec V-Tak, ki smo ga preizkusili tudi v našem studiu. Res krasna zadeva. No, moram povedati, da sem ga preizkusil in testiral tudi doma v svoji hiši in da se moja hiša zdaj res, vse kar se tla tiče, sveti in je res posesano vse, pravzaprav zelo priročna zadeva, tudi zaradi tega, ker nam posesa pod posteljami, pod sedežno, če je seveda dovolj visoka, da lahko ta robotski sesalec gre spodaj. Skratka, imenitna, krasna zadeva, ki je vredna v prodajalni OK Let 290 €. Nekdo pa jo bo dobil kot darilo za novo leto, za božička, kakorkoli vzamete, nekdo, ki bo izžreban v zadnji letošnji oddaji. Nagradna igra pa bo potekala tako, da bomo vsak četrtek sprejeli nekaj telefonskih klicev, izmed tistih klicev podelili tedensko nagrado. Danes je takle prenosni zvočnik, ki ga bom seveda tudi testiral, da boste videli, da tale zadeva res deluje. Enostavno se povežemo preko Bluetootha z tem
prenosnim zvočnikom, potem si izberemo recimo na YouTubeu eno krasno vižo in potem ta zadeva že razveseljuje. Ja, vklopiti bo treba, ne? Takole. Zdaj pa bo. Takole. Brez tega ne gre, da ga ne vklopimo, ne? In skratka, ta zadeva zdaj že deluje. Ops, malo preglasno, da ne bomo predivji. Skratka, zelo priročna zadeva, ki še kako prav pride doma na terasi, v stanovanju, v delavnici, kjerkoli pač želite uporabljati ta prenosni računalnik. Takole enostavno tale zadeva deluje in nekdo bo danes postal imetnik tegale oziroma tega, ki je še tukaj v tej originalni embalaži, enak, ampak samo druge barve. Skratka, pogoj je samo to, da nas pokličete, poveste svoje ime, telefonsko številko, vsi lističi z imeni gredo v tole stekleno posodo, ob koncu daje žrebamo nekoga, ki dobi tale prenosni zvočnik. Vsi, ki boste klicali, pa greste potem v tisto vrečo oziroma boben za zaključno žrebanje za zadnjo letošnjo oddajo, ko bomo podelili robotski sesalec. V vsaki rundi vsaj ene 3 telefone in nekdo je zdaj že z nami. Dober večer želim. Dober večer. Kdo je to? Janko pri telefonu. Janko, pozdravljeni Janko, kako smo? Zelo dobro, hvala. Kako v vaših koncih? Ja, v naših dolenjskih koncih je zdaj bilo prav luštno, zdaj se počasi umirja, imeli smo čas trgatve, zdaj se pa že počasi... Je mož že odvrel? Ni še čist, moramo še malo počakati. Še ima čas, ne? Ja, še ima. Lepo je, Janko, da se slišiva takole, če drugače ne uspemo najti časa, da bi malo pokontaktirali. Za tiste, ki tega gospoda na drugi strani telefonske zveze ne poznate, lahko povem, da je dolgoletni sodelavec VTV televizije, snemalec Janko, mnogi ga poznate po tisti krasni bradi, ne? Janko, še nosiš brado? Še nosim brado, vendar ni več tako krasna, ko je bila zdaj bela, tako da bi že lahko... Ja, lej, se pride zdaj december, ne, se veš, božički, Dedki mrazi in podobni možje prihajajo, tako da bo prišla prav, ne? Ok, Janko, dajva številko napisati še. Ja, ni problema, nič 41, ja. 690, ja. nič 40. Ekola, zapisano in Janko, bomo videli, če bo sreča na koncu oddaje tvoja. Lep večer še naprej in seveda vas bom gledal do konca. Hvala lepa, lep pozdrav na Dolenjsko. Dober večer. Halo, dober večer. Dober večer. Ja? Halo? Ja, dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Olga iz Nove Cerkve. Olga, številko prosim. 041 ja. 975 ja. 783. 783, zapisano, hvala lepa, lahko noč. Lahko noč. In še enega v tejle rundi, potem pa bomo nadaljevali v naslednjem pogovoru z Žigo. Žiga, midva zdaj ta čas, da nekdo še pokliče, rečiva še kakšno pametno, še vedno bomo pogledovali nekaj časa v zgodovino vašega delovanja. Dober večer, pa zdaj komu? Nekdo je bil, pa je zgrešil, oziroma se je poslovil, kakorkoli že. Mislim, da je zdaj nekdo že zopet na naši telefonski zvezi. Naj še enkrat povem številko, telefonsko seveda za tiste, ki je ne poznate. 090 93 61 22. To je telefonska številka, na katero nas lahko pokličete v živo v četrtkovo podoknico. Sodelujete v nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj s prodajalno OK Let iz Mariborske 86. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Jože. Jože, živeli Jože, kako smo? Super. Super. Številko vašo rabim. Številko 051 ja. 630 ja. 338. 338, zapisano. Hvala in lahko noč.
Takole, super je šlo tole prvo rundo, kar hitro smo upravili. Jaz sem rekel, da še bomo malo pogledala v teh vaših 10 let skoraj da glasbenega delovanja. Rekel si, da ste po različnih, oziroma vsaj 2 studija si omenil, kjer ste snemali. Kaj pa, kar se tiče avtorstva, ne? Kdo so avtori skladb, besedil? To sami počnete, imate kakšne prijatelje, znane tekstopisce, recimo, s kom sodelujete? Zelo veliko sodelujemo z gospod Vero Šolinc. Ja. Tudi dosti smo sodelovali, že nažalost s pokojnim Tinetom Lesjakom. Ja. In pa drugi avtori pri aranžmajih pa sodelujemo kot cel ansambl, tako da na koncu tisti izdelek še nekako po naše probamo izoblikovati. Ja. In ste v glavnem zadovoljni vsem tem, kar ste že naredili, ne? Ja, v bistvu vedno bolj. Začetek mogoče je bil tak, da v bistvu bilo kakšen komad ti je avtor poslal, je bil v redu, ker je pač bilo samo za tebe napisano. In iz leta v leto smo postajali malo bolj zbirčni in tako da smo v bistvu, se mi zdi, da bolj so novi naši komadi, boljši so, no. Tako da, ker že malo tudi... Vse to je nekako... Sam veš, kaj ti je že všeč in takrat na začetku si pa mislil mogoče, da se ne bi zameril, avtorjev si vse recimo pobral, ne, in veliko skladb sploh nismo potem posneli, ne, ker pač zdaj pa že gledamo, da ti začutiš pesem in da če ti je res všeč, potem drugače pač... Ste hitro soglasni, ko delate kak aranžma ali... Ja, mislim, da kar, v bistvu vsak je v bistvu za sebe neki unikat in potem, ko vsak še doda kakšno idejo, se to združi kot neko celoto in v bistvu mogoče smo potem tudi prepoznavni po tisti štimungi. Ja. Ok, krasno. Takole, dragi prijatelji, zdaj si bomo privoščili malo glasbenega predaha, prav posebnega moram povedati. Jaz sem že zadnjič enkrat omenil, da naši in vaši znanci, ansambl Slovenski zvoki, odhajajo v Združene države Amerike, trenutno se nahajajo tam, že pridno igrajo na Oktoberfestih, tam preko te velike luže in en dan so imeli časa, zdaj ravno ne vem, če je to bilo včeraj ali pa predvčerajšnjem recimo, so fantje kar tam se lotili in naštudirali eno novo glasbo oziroma jo spisali, odigrali in seveda posneli tudi kar videospot, ki so ga danes zjutraj poslali, vsaj po našem času, na moj naslov in jaz sem že to zadevo pripravil in zdaj bomo z velikim veseljem pokazali čisto svežo skladbo in pa svež videospot ansambla Slovenski zvoki z naslovom Pozdrav iz Amerike.
Prav gotovo ste opazili, da je nekaj spremembe v ansamblu Slovenski zvoki. Ne, ni res, samo v drugačni zasedbi so šli v Združene države igrati na te Oktoberfeste z razloga, kajti vsi niso enostavno dobili dopust in pač žal niso mogli biti odsotni iz svojih delovnih mest. Zato je Bojan k sodelovanju povabil dva njihova glasbena prijatelja, ki sta priskočila na pomoč in sta z njimi zdaj v Združenih državah in tam razveseljujejo številne množice na teh Oktoberfestih, ki so zadnja leta zelo, zelo popularni tudi v Združenih državah Amerike. Jaz sem že povedal, mislim, da ne, pa ne nocoj, da so Slovenski zvoki že, mislim, da šestič odpotovali preko te velike luže, tako da so tam že zelo priljubljeni. Naše telefonske linije so ponovno odprte, sodelujte v naši nagradni igri. Danes se boste potegovali za tale prenosni zvočnik firme VTAK, prav tako pa boste sodelovali v zaključnem žrebanju v zadnji letošnji oddaji, ko bomo podelili robotski sesalnik, te iste blagovne znamke VTAK, v vrednosti 290 evrov. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Slavko iz Nove Cerkve. Slavko Iz Nove Cerkve. Slišal sem, Slavko, dajva še številko povedati. 041 Ja. 041 624 493. 493 zapisano, Slavko. Hvala in lahko noč. Pusti karnaval bo pa 22. februarja 2020. Ok, v redu, da ne bomo zamudili, ne? Bomo prav čas povedali tudi v naših oddajah vse, kar se bo dogajalo v Novi Cerkvi. Kar se pusta tiče in še kakšno drugo informacijo damo za kakšno drugo prireditev. Takole, ne, bomo počakali še kakšno sekundo, dve, da nas kdo še pokliče, da se nam oglasi. Žiga, kako ste vi s festivali bili v teh letih, ste se kaj udeležili, ste razmišljali ali pa zdaj razmišljate v tej smeri? Ja, v bistvu na začetku našega delovanja smo se udeležili tudi kakšnega festivala, ampak v bistvu kasneje pa potem en lep čas nič, ker pač je bilo dosti dela z špili radnimi privatnimi. Nekoga imamo zopet na telefonski zvezi, dober večer. Dober večer, Rozika iz Griž. Rozika, prosim še številko. 031. Ja. 243. 200. 243. 243. 3, tako, 480. Ok, 480. Hvala lepa, lahko noč. No in dajmo še enega v tejle rundi, potem pa smo zaključili. Dober večer. Dober večer, Bruno tu. Bruno. Ja, tako ste rekli. Jaz sem pa eno glasbeno željo za, če bi lahko dobil od poskoka. Ja, to bomo zdaj sami malo glihali, ne? Zakaj? Zdaj le sodelujete v nagradni igri. Če mi zaupate telefonsko številko in če bo sreča na vaši strani, boste dobili tale prenosni zvočnik. Aha, super, super. Dajte mi številko. 040 Ja. 638 6 38 38 922. 922. Evo, Bruno, kakšna je vaša glasbena želja, da vidimo, če imamo danes to v planu zaigrati oziroma Od poskoka. Kjero? Od poskoka. Ja, katero? Vseeno. A vseeno. Pa vam bomo dali pa kar naslednja, ko bo na vrsti, ne? Super, super. Ja, drugač pa oni takšne skladbe naslednjo, s takšnim naslovom jo pač nimajo, ne? Ok, vse naslednja, ko bo je na vrsti, je za vas, v redu? Ok. Bruno, hvala lepa, lahko noč. Takole, tole zadevo smo ugotovili, a poznate tega gledalca? Možno, ja, če bi ga videli, bi mogoče vedeli, kje je. Se mi je zdelo, no, da ko ste slišali Bruno. Po glasu pa je bil neki iz tistih. Upam, da ni ta Bruno, ki se je preoblekel v Nuno, ne? Da je kakšen drug Bruno, ja. Zdaj jaz mislim, da ima res kakšno strašno glasbeno željo, ne? Zdaj jaz sem že na začetku povedal, da bodo fantje zaigrali danes 6 skladb, torej 4 še imate, ne, pripravljene.
vse 4 so krasne in fine in skratka je kar težko izbrati, da bi rekel, ta je pa najboljša. Ko vi ocenjujete svoje skladbe, a vam je kjera, pa ne samo ena, recimo, katere so vam bolj pri srcu, no? Poskočne, vesele, ker ste lep na poskok, ne? Ali bolj žalostni, otožni valčki, ki se dotaknejo duše in srca in pripravijo poslušalce, gledalce, da spustijo kakšno solzo, recimo. Ja, si pravim, to je čisto odvisno od priložnosti. Včasih zapaše kaj takega malo bolj čustvenega, da je mogoče kaj malo bolj počasnejšenega, umirjenega. Ampak drugače pa seveda kot ansambel Poskok se tudi spodobi, da dosti polk igramo in dosti veselja izražamo v skladbah. Nam je pa še posebej všeč tale izdelek, ker se glih bliža martinovanje, ko se mož spremeni v vino in zato smo tudi naredili tale valček, ki smo ga prvo uvodno zaigrali, to je Martinov praznik. Na ta izdelek smo še tudi posebej ponosni, ker bistvo opisuje tudi našo lepo Slovenijo, ki je obdana z vinogradi in bistvo to je en lep praznik, katerega tudi vsi naši člani radi praznujemo. V vaših koncih še raste šmarnica? Še raste, ja. Ja, ker zadnje čase slišimo, da so strokovnjaki predvsem, ne, ker dolgo časa delali krivico šmarnici, ne, in so pač jo odsvetovali, češ da vsebuje, da ne bomo šli v podrobnosti, nezdrave stvari, ne, in danes pa so ugotovili, da je šmarnica ravno takšno vino kot vsako drugo. Ki je v bistvu grozdje zelo odporno, tako da ga sploh ne rabiš kropiti in je v bistvu brez kakšnih umetnih substanc. No, skratka, ugotovili so, da problem pri šmarnici je bil v tem, da se ga je popilo prevelike količine. Prevelike količine, ja, jaz pravim, pi malo in pi dobro. Odlično. In jaz verjamem, da se strinjajo s to trditvijo tudi naše gledalke in pa gledalci. Malo glasbenega predaha, ansambel Zupan, Tu sem doma. Razlilo na smeh, bo preko vseh gora, tja čez samoten kras, do sinjega morja, polje pšenice diši, čaka na srpek ras, tiho se v jutru budi, moja domača razlilo na smeh, bo preko vseh gora, tja čez samoten kras, do sinjega morja. Tu sem doma, kjer je moji že didov dom, lipe domače list, v srcu jaz nosil vendar želi srci tja preko karavan, tam, kjer široki rek se zliva mori. Preko karavan, tam, kjer široki rek se zliva mori. Češnje zakrivajo dom, zarja nad njim zlati, tam iz daljave zapi, spet bo moj stari zvon. Se razlilo na smeh, bo preko vseh gora,
jaz nosil bom, vendar želi srce tja preko karavan, tam, kjer široki rek se zliva v morje. Vendar želi srce tja preko karavan, tam, kjer široki rek se zliva v morje. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Oprema za čebelarje, čebelji pridelki, medeni izdelki, kozmetika, darilni program, svetovanje strankam. Vse to in še več je trgovina Čebelca v Gosposki ulici 3 v Celju. Vsi čebelji pridelki in medeni izdelki so slovenskega porekla. Dobrodošli čebelari in vsi, ki radi uživate čebelje pridelke in živite z naravo. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda.
Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Avtoceleja je podjetje, ki se uspešno ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Peugeot. Njihova dejavnost je tudi prodaja, servisiranje, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme vozil Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, kleparska in ličarska popravila vozil, cenitev rabljenih vozil, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, ob nakupu novega ali rabljenega vozila ter skuterjev Peugeot pa uredijo tudi ugodno financiranje. Družinsko podjetje Avtoceleja, ki ga uspešno vodi že 3. generacija družinskih članov, sledi njihovemu motu: zadovoljen kupec je naš uspeh. Poljub, prvi dotik, ko ustnice ti nježno zdrhti. Prvi poljub, prvi nasmeh, ki daje tiho upanje. Prvi poljub, brez vseh obljub, ti v noči zaspati ne da. Prvi poljub, pridi dekle, da ti ga dam. Prvi je sladek in neponovljiv, prvi je zmeden, a najbolj vabljiv. Prvi te najde, če tudi si skrit, prvi nahrani, če tudi si sit. Prvi narahlo odpre ti nov svet, prvi kot majhen in pisan je cvet. Prvi je prvi, zato ker je tvoj, prvi ostane za vedno s teboj. Prvi poljub, prvi dotik, ko ustnice ti nježno zdrhti. Prvi poljub, prvi nasmeh, ki daje tiho upanje. Prvi poljub, brez vseh obljub, ti v noči zaspati ne da. Prvi poljub, pridi dekle, da ti ga dam. Narahlo odpre ti nov svet, prvi kot majhen in pisan je cvet. Prvi je prvi, zato ker je tvoj, prvi ostane za vedno s teboj. Prvi poljub, prvi dotik, ko ustnice ti nježno zdrhti. Prvi poljub, prvi nasmeh, ki daje tiho upanje. Prvi poljub, brez vseh obljub, ti v noči zaspati ne da. Prvi poljub, pridi dekle, da ti ga dam. Prvi poljub, brez vseh obljub, ti v noči zaspati ne da. Prvi poljub, pridi dekle, da ti ga dam. V letošnji sezoni prvo finale, kar se tiče naših predlogov za vižjo tedna. Nocoj boste še enkrat na kratko videli vse prve tri tedenske zmagovalke in imeli boste možnost potem glasovati za tisto, ki vam je najbolj všeč in tako izbrati prvo vižjo meseca v letošnji sezoni. Pa osvežimo spomin na 3 tedenske zmagovalke. In ko prav vse narobe ti gre, ko nasmeh se na obrazu zastre, nič ne skrbi, saj morda jutri že boš rekel vse je okej.
okno, bori, ker vse je okej. Ko pride čas, vsak samo ostane, veter kriči in ječi. Išče pot, da se spravi sam seboj. Pozvon nekoč zvonil tudi meni, bo komu žal za menoj. Bo sploh kdo roke sklenil za min. Kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni, spremlja me lajšami poti, me vabi, kliče domov. Kjer se pohorje vidi, tudi tebi, prijatelj, naj, da se vračal boš še nazaj, tja, kjer se pohorje vidi. Tole so bile naše oziroma prve tedenske zmagovalke v letošnji sezoni. Prva je bila takole, Veseli muzikanti in skladba Vse je okej, druga ansambl Vihar, Ko pride čas in tretja Alfi Nipič, njegovi muzikantje, Kjer se pohorje vidi. 090 936 125, po pisku pritisnete 1, 2 ali 3 za prvo, drugo ali tretjo tedensko zmagovalko. Vsi, ki boste glasovali za katerokoli zmagovalko, prijete v poštev za žrebanje, koncu daje pa bo nekdo dobil CD ploščo, to je darilo ansambla Štrk z naslovom Najlepše melodije. Zdaj se boste pa vi kar... Pomlad se prebudila je, trobeticam zvončki pojo. Dekletom fantje pod večer na sredi vasi zapojo. Že dolgo sva zagledana, o tem že vsi govori. Skrivaj si pomežikneva, če srečava se kje. Le tebi sem namenjena, le tebi dam srci. Pod mojim oknom se lojtrca skriva, zaljubljena si, le eno želiva. Nekoč ko lunca na nebu zasije, prišel boš k meni piva sovat. Večer zasanjana, vse misli so moje s teboj. Ob oknu čakam na skrivaj, morda mi zapoješ nocoj. Že dolgo sva zagledana, o tem že vsi govori. Skrivaj si pomežikneva, če srečava se kje. Le tebi sem namenjena, le tebi dam srci. Pod mojim oknom se lojtrca skriva, zaljubljena si, le eno želiva. Nekoč ko lunca na nebu zasije, prišel boš k meni piva sovat. Pod mojim oknom se lojtrca skriva, zaljubljena si, le eno želiva. Nekoč ko lunca na nebu zasije, prišel boš k meni piva sovat. Prišel boš k meni piva sovat.
To so bili Veseli svatje in Pod mojim oknom. Evo Žiga, midva bova zdaj še enkrat odprla in zadnjič nocoj telefonske linije, še 3 telefonske klice spremem, da bo imel v tej stekleni posodi 10 lističev in izmed teh 10 bomo ob koncu oddaje izžrebali nekoga, ki bo dobil tole lepo praktično darilo, prenosni zvočnik. In vsi seveda boste sodelovali v zadnji letošnji oddaji, v zaključnem žrebanju, ko bomo podelili robotski sesalec VTAG v vrednosti skoraj 300 evrov. To nagradno igro pa pripravljamo skupaj s prodajalno OK-let iz Mariborske 86. Vse te izdelke, ki jih podarjamo, lahko seveda kupite v prodajalni OK-let, poleg tega pa so prav specializirani za svetila, zunanja, notranja, skratka vse, kar se svetlobe tiče, lahko vidite in seveda dobite pri njih. Torej naša telefonska številka 090 93 61 22, kot rečeno 3 klici še zdaj v tej rundi, potem pa smo z nagradno igro, kar se klicev tiče, končali, samo ob koncu še bo Žiga nekomu podelil srečo, da bo dobil tale originalno zapakiran še prenosni zvočnik. Dober večer, pa zdaj le komu? Dober večer, Irena. Kako? Irena. Irena, še številko, prosim. 031 Ja. 60 44 Bolj počas. 031 60 Ja. 44 Ja. 031 60 84 88. Ok, hvala, zapisano. Evo, še dva sprejmemo in potem za nocoj seveda konec klicev. Ja, Žiga, zdaj sva nekako pogledovala v teh vaših 10 let. Rekel si pa, da v zadnjem času zelo veliko igrate. Kje najdejo ljudje vaše podatke? Imate spletno stran? Kako ste s tem opremljeni? Kje vas najdejo, po domače povedano? Zdaj, če vas bo nekdo klical tu iz našega konca, recimo. Ja, v bistvu imamo svojo Facebook stran, kjer se v bistvu nam lahko sledijo gledalci in tam dobijo seveda vse informacije. Ampak za tiste, ki nimajo Facebooka, boš malo kasneje povedal. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Rok. Še številko, prosim. 031 Ja. 528 Ja. 082. 082. Hvala, zapisano. Pred zadnji ste bili Rok in zdaj le še en telefon pričakujem, potem pa bo za nocoj dovolj. Nadaljevali bomo z nagradno igro vsaki oddaji podelili eno lepo praktično nagrado in seveda zbirali pridno lističe z imeni, ki bodo sodelovali v zaključnem žrebanju. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Domen Golob. Domen, rabim samo še vašo telefonsko številko. 030 030 273 Ja. 256. 256. Hvala lepa, lahko noč. Takole in smo končali z telefonskimi klici za nocoj seveda. Izvoli, Žiga. Ja, v bistvu tisti, ki pa nimajo Facebooka, pa nas lahko tako najdejo, da grejo do tistega, ko ima Facebook, pa lahko. Ok. Lej, še eno zadevo moraš popraviti, ne? Prej si sicer rekel, da pi malo in pi dobro, ne? Čisto se strinja s tem. Ja, Gašper je pa rekel, pi veliko, pi dobro. Ja, ti pa nisi smel to reči, ker te mama gleda, ne? V redu, ok, hvala lepa, Žiga. Ekola, midva bova kasneje imela še sklepno besedo, seveda. Zdajle pa je že čas za vašo naslednjo skladbo in pa ansambel Poskok.
požat sem in sem resno se držal, prav po konci hodil, nisem se smejal, včasih spil kozarček sem s prijatelji, ampak prav počasi in po pameti. Bil sem delaven, v družbi spoštovan, vedno točen do minute in naspan, dani se obljub sem vedno se držal, ale do takrat, ko tebe sem spoznal. Kaj iz moškega nastane, ko močno zaljubi se, kaj se mu zgodi, če glavo smeša mu dekle. Kaj iz moškega nastane, ko srce mu ponori, ko ga tista, ki je prava, svoje lovke ulovi. Zdaj kot najstnica sem čudno govorim, ko so resni vsi, se jaz na smeh držim, do prijateljev in znancev nič mi ni, jaz bi le tebe gledal v oči. Zdaj zamujam s kuštrancem in neprespan in ne vem, kaj sploh je danes za en dan. Tisti sem, ki se mu smejejo vsi, ampak ni mi mar, dokler me ljubiš ti. Kaj iz moškega nastane, ko močno zaljubi se, kaj se mu zgodi, če glavo smeša mu dekle. Kaj iz moškega nastane, ko srce mu ponori, ko ga tista, ki je prava, v svoje lovke ulovi. Nastane, ko srce mu ponori, ko ga tista, ki je prava, v svoje lovke ulovi. Ko ga tista, ki je prava, v svoje lovke ulovi. Pa midva moramo stalno tako začeti, da ješ špilom. Ni res. Lahko bi začela tako, da začnem jaz dirigirati, recimo. No, treba, ajde, no da dirigira, jem pa tako špilo. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 2, 3, Si videl, kako ti gre, ko sem ti dal te prav avtak. Te me pa zdaj dirigira. Ja, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 6, 2, 3. Valček je 1, 2, 3, 1, 2, 3, češ valček, nam je 6 zrom. Kaj, če 6, 2, 3 je pa drugač? Ja, te je 6, ni 1, ne? 2, 3. Pa špili na 2, 3. Pa sej, to v smislu. Nisem jaz nek glasbeni strokovnjak, veš. Jaz imam... Ti Andrej dirigira, da jaz ne znam tako špilat, veš. O ja, bi, jaz sem poznal enkrat enega dirigenta. Jaz lahko tudi grem na novoletno turnejo gor, ko ima Dunajska filharmonija, pa tudi onim dirigiram, pa bojo tudi špijali, ko ima zabiti, veš. Jaz sem ga videl, on je v kraj gledal, pa je kar takle delo. Oni so pa špilali. Saj veš, kako je. Tis, ko zna, pa zna. Jo, tako. No, da jaz dirigirati znam, rečemo, ne to, če me zastopiš, ne tako da. Samo drug problem je, jaz sem videl prej, ko sem ti jaz avtak držal, ne avtak, ko sem ti dal avtak, pa ko sem na ritem držal, me ti nisi folgo, to sem jaz sem takoj opazil to. Tebe je težko folgati, jo, s tem ritmom, ko ga imaš ti, jo. Še bi kako? Zdaj bi pa mogoče ti vrezal, mislim, podirigiral mi koliko polko, ne samo 1, 2, ali koliko si rekel, 6, 7, 4, ne? Ko si govoril. Ja, na kak se pa polka dirigira? Ja, ti si dirigent, ne jaz. Je mu špilo, ne? Pa bom takle jaz. Ja.
Vela? Pa veš, pa še moraš tako narediti. Pa bolj, veš, ko pa gre bolj, te pa gor, te pa tako pokažeš z rokami, ne? Ja. No? Si videl? Hitro se, to bi ti bi bil dirigent, po mojem, za en keden pa si noter. Ok, bomo trenirali, veš. Zdaj, jaz obvladam razne take zadeve, razne, no. Dale, glih, ne vem, kjer bi se tak, da bi jih tak izpostavil. Ja, toliko jih je, ko težko se to spomniti. Jih je pa več, ja. Veliko imaš tih prioritet, ne, prioritet, kak se reče. Razno raznih. Veliko jih imaš ti. Razno raznih. Veliko, sploh eno imaš zelo, bi rekel, izpopolnjeno. Zastopiš, ne? Tak, rahlo. Tako, ja. Rahlo zastopno. Tole ni polka. Zazidal sem si viški hram. Ja, to lepo, ne? Tam doli, kjer vinograd imam. Boljše, da gre za pevca, ko za dirigenta. Ko za dirigenta, se mi zdi, da boljše poješ, veš? To sem tako operno hotel že, veš. Operno, tako da... To je eno od mojih talentov, no, če nisi opazil, ne? Zelo talentiran si. Lahko bi bil, recimo, marsikaj. Ja, jaz tudi. Ja. Samo veš, ko je nisi šel le hodo in nič ne bo. Ja. Čakaj, eno še ti zdaj zašpilal. Ker ne smemo prije špiljati. Zato žviže goste glasbene, da oni špiljajo, ne da mi dva zdaj tu nekaj špiljajo. Ko pa plašiš, pojetet meh seboj, stalno. Doma bi ga pustil. Ti povem, zako? Da se mi treba tako ne vidi. A ja. Samo kolikor vidim, boš počas mogel malo večjo harmoniko nabaviti. Ja, klavirsko. Ja. A bo takoj malo skrila. Una koliko je 120 basna. Ja. Ko si je pokrije od kolena gor do ram. 120 basna, za joj pa bumbas. Ja, bumbas. Ja, tak je. V glavnem, dragi Mihač, lej, se veš, lej, vsak je na svojem področju, bi rekel, svoje vrstni specialist, recimo. Zdaj te bom jaz nekaj povedal. Zadnjič sosedov pije, veš, ko je jager, ko je dul. A tatko že daj tam mladega zraven vlak? Tina, ja, ko je jager, ne, pa ima sina, pa se sin obvezno zraven na jago stalno, zdaj že sin mu že pregaja to, veš, mi rečemo pregaja, ne, ko život pregaja, ne. Se oni tak ne smejo biti takoj jagri. Ja, ne, se pregajač je. Pripravniki. No, tako, sin je pa pregajač, no, od Tineka, ne. Te pa sta šla zadnjič na jago, prideta oba z jage domov. Te mali povsan od glave do pet. Povsan te mali. Pa ti si nor. Te stari, ker ne vem, kdaj je televizija, ko lahko rečem, da je bil posran. Še pa pokakan, rekel, no tak jo. Ni bil posran. Te stari je bil pa posran od peta do glave. No. Pa prijeta oba domov. Veš, da babnica ali pa mama, no, samo gleda, rekla, ko pa z vama, ja. Pa kak si ti, rečete prvo te malem sini, kak si, cel postan. Je pa rekel, začne smejati pube, si je rekel, mama, kak ne bom, povstal sem se celi od smeha, tak sem se smejal. Ja, pa komu si se smejal, je rekla. Je rekla, pa ati sem se smejal, ko je na medveda šel, polega pa medved zagrabil, pa se je medved posral, pa si je ričem obrisal in se tak smejal, da sem se povstal. Ja, pa sta bila tak, te stari je bil tak čist vredi ali je bil kaj bezov? Ja, te veš, kak je parjagi. Veš, kak je parjagi. V jutru, ko se dobiš, je treba takoj, da poplahneš malo. Čakaj maj, pa zdaj ti meni to nekaj razlož. Kaj to bilo res ali si ti zmislil? Pa res je to, ko sem. Veš, že se zmislim, jaz nikoli nič ne. Jaz ti verjamem, veš, samo če ni bilo res, ko jaz vem, kak so te jagri. Kaj ti veš, kdaj veš ziher, da je jager orang pijan? Tak, da je orang, no, rečemo. Ja, vse ga vidiš. Ja, seveda ga vidiš. Orang pijan veš tedi, da je, ko ima pjesa takle na rami, pa pušku za seboj vleče, veš. Pa jagerska, ja.
srca naša srečna, gremo Maribor. Najljubši si mi na tem svetu, najboljši na planetu, gremo Maribor. La la la, la 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 la, la 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 la, gremo Maribor. Vijolična je ljubezen večna, srca naša srečna, gremo Maribor. Najljubši si mi na tem svetu, najboljši na planetu, gremo Maribor. Si mi na tem svetu, najboljši na planetu, gremo Maribor. Tole je bila tista skladba, o kateri je že prej Žiga govoril. Vijolična skladba, ne, namenjena nogometnemu klubu Maribor. In jaz sem trdno prepričan, če nas je zdaj gledal Matjaž Šalamun Šalca, ne, da je imel solzne oči, ne. Kaj misliš? Ja, upam, da od sreče, ne od žalosti. Od sreče, normalno, ne. Saj on je, bi rekel, z dušo in telesom, ne samo pri nogometnem klubu, še marsikje druge, ampak nogometni klub Maribor je seveda, si upam trditi, daleč na prvem mestu, kar se športnih klubov tiče, kakršnihkoli pri Šalci, ne. Zdaj, poznaš njega? Ja, vemo, okay. Tudi reporter Milan imajo dobro humoristično. Tisti, ki poslušajo te zgodbe vsak dan na Radio City, potem vedo, o kom sem zdaj le govoril. Ok, Žiga, zdaj malo časa bo še preteklo do vaše 10. obletnice. Zdaj, leto je nekako se prevesilo v to sredino druge polovice leta, ne, zdaj se bojo pa spet začele špilje, ne, torej martinovanja so zdaj na vrsti, potem nori veseli december in skratka, kako ste tukaj vi, že je kaj zasedeno, oziroma drugače sem hotel vprašati, če je še kakšen termin fraj, ne, to da naredimo malo reklame, ne. Kakšna nedelja se še mogoče najde sredi tedna, več petki pa sobote, pa kar po večini do konca leta je kar polno. Drugo leto, torej leto 2020 se pridno polni, kar je tudi pokazatelj našega dobrega dela. Niste pa vi profesionalni glasbeniki, upravljate tudi druge stvari? Ja, v bistvu vsak ima še svoje delo, ja, tako da žal je pač tak, da je današnji dan težko samo od glasbe živeti. No. Ja, mnogi rečejo, da ne težko, praktično nemogoče. Ne? Ja. Vse vemo, da so nekako glasbeniki ste prepuščeni trgu, ne? In trg narekuje tudi cene in podobne stvari in je pač tako kot je, da ne bomo jokali, skratka, uspešni glasbeniki se uspešno tudi tržijo, ne? Tisti manj uspešni pa manj, tako pač je. Kaj še vas čaka zdaj postoriti do konca letošnjega leta, potem pa že verjetno priprava konkretna na to praznovanje in na vse tisto, kar vas čaka v prihodnjem letu, dokončanje prve CD plošče in velike priprave na to praznovanje, na veliki koncert, ne? Seveda, v bistvu bomo že kar leto začeli nekako snovati skupaj načrt, tako da nekako generalno naredimo v bistvu neki potek koncerta, da se naredi tudi v bistvu skupine, da se najdejo, ker zadnji čas iskati glasbene skupine je tudi težko jih potem dobiti, tako da bomo to kar še letos naredili nekako generalno skupaj.
da potem nam bo lažje v prihodnem letu. Ok. Žiga, hvala lepa za vse pogovore. Imeniten sogovornik si bil. Jaz pa zdaj letim še do Davorina. Davorin, ob koncu je prav, da vas nekako pobaram tudi o tem, kakšni so vaši plani in načrti za naprej. Zdaj, kmalu bo 10 let za vami. Že kaj gledate naprej, kaj si želite postoriti, po kakšni poti iti? Ja, želimo si pač, da bi še naprej ostali taki prijatelji. Prvo, tako moramo zdaj koncert lepo speljati, pol pa, da bomo še naprej tako delovali, tako smo do zdaj. To je glavni cilj, se mi zdi. Ampak jaz sem bolj mislil, tako dolgoročni cilji, ne vem, iti na Eurovizijo, ne. Ja. Bi bilo fajn, če bi se dalo, ja. No, prej smo slišali, da je rekel Žiga, da pravzaprav niste imeli časa se udeležiti kakšnih pomembnih festivalov. Mogoče v prihodnosti tudi v tej smeri, kaj razmišljate? Ja, ciljamo tudi na to vsekakor. Da bomo se na čim večjih festivalih udeležili, pa da, pač, da bo še naprej tako potekalo. Dobro, hvala lepa, izvolite. Gledal sem te, ko si ob njem, roža cvetoča bila. Tudi takrat, ko tvoj nasmeh ni več prišel do srca. Gledal sem te, ko tvoj obraz mi je izdal, da trpiš. Gledam te zdaj, ko naskrivaj tiho ob oknu sloniš. Rad bi ti brisal solzi, rad bi tolažil te, ti pa le njega čakaš, hočeš, da vrne se. Rad bi ti brisal solzi, vrnil bi ti smehljaj, rad bi, da bi mogoče mene vzljubila kdaj. Da nekoč pride ta dan, ko te bom nižno objel, ko zasijal tvoj bo smehljaj, čas bolečino bo vzel. Rad bi ti brisal solzi, rad bi tolažil te, ti pa le njega čakaš, hočeš, da vrne se. Rad bi ti brisal solzi, vrnil bi ti smehljaj, rad bi, da bi mogoče mene vzljubila kdaj. Rad bi ti brisal solzi, vrnil bi ti smehljaj, rad bi, da bi mogoče mene vzljubila kdaj. Rad bi, da bi mogoče mene vzljubila kdaj. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Oprema za čebelarje, čebelji pridelki, medeni izdelki, kozmetika, darilni program, svetovanje strankam. Vse to in še več je trgovina Čebelca v Gosposki ulici 3 v Celju.
Vsi čebeli pridelki in medeni izdelki so slovenskega porekla. Dobrodošli čebelari in vsi, ki radi uživate čebelje pridelke in živite z naravo. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Avtoceleja je podjetje, ki se uspešno ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Peugeot. Njihova dejavnost je tudi prodaja, servisiranje, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme vozil Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, kleparska in ličarska popravila vozil, cenitev rabljenih vozil, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, ob nakupu novega ali rabljenega vozila ter skuterjev Peugeot pa uredijo tudi ugodno financiranje. Družinsko podjetje Avtoceleja, ki ga uspešno vodi že 3. generacija družinskih članov, sledi njihovemu motu: zadovoljen kupec je naš uspeh. Takole, obljubil sem, da bomo ob koncu daje nekoga nagradili z našo praktično nagrado in Žiga, jaz te prosim, če premešaš tele lističe, ker premešaj temeljito in izvleci enega in kar odpri in pokaži, komu si namenil srečo in s tem tale dobitek. Rok je dobitnik tegale
prenosnega zvočnika. Rok, midva se takoj po oddaji slišiva, da dobimo vse potrebne podatke in potem se boš po nagrado oglasil na naše uredništvo, tukaj na Mariborsko 86, časa za dvig nagrade pa imaš teden dni, vsak delovni dan med 9 in 15 uro. In zdaj še naj povem, katera viža je zmagala danes. Samo trenutek, ja, zmagal je ansambel Vihar, ko pride čas. Matej Forštner pa je dobitnik tele CD plošče. Matej, iskrene čestitke in tudi za Mateja velja enako po nagrado na naše uredništvo, vsak delovni dan med 9 in pa 15 uro, tukaj na Mariborsko 86 žiga. Hvala lepa, hvala tudi ostalim članom vašega ansambla za nocojšnji obisk. Vse dobro želim tudi prihodnje na vaši glasbeni poti in tudi v privatnem življenju. Vse dobro vam, dragi prijatelji, pa hvala lepa nocoj za vašo pozornost. Preživite lep vikend in ne pozabite, spet smo skupaj čez teden dni, prihodnji četrtek ob 8 zvečer. Hvala in lahko noč. Pa si ljubica, paša za oči, diamant brez napak, vsa pa polna si. Jabolko izmed vseh najbolj rdeče je, vrtnice žlahni cvet, ki očara vse. Iskrena ljubezen je vse, kar želim, le tisto, kar dajem nazaj, naj dobim. In če ne razumeš, kaj v srcu imam, pa raje obrni se stran. Pa si ljubica, vendar to ni vse. Moje si sončece, greješ mi srci. Vrtnica, ki diši, moj najslajši sad. Srečen sem, da imam tebe, moj zaklad. Iskrena ljubezen je vse, kar želim, le tisto, kar dajem nazaj, naj dobim. In če ne razumeš, kaj v srcu imam, pa raje obrni se stran. Dobro razumeš, kaj hoče srci, zato pa si moje dekle.